Hollywoodska pravna vojna, ki je trajala skoraj 2 leti. Film o nasilju v družini, obtožbah spolnega nadlegovanja, skrivni kampanji blatenja, sporočilih, ki so vso to zmedo potegnila tudi Taylor Swift. In potem, le 2 tedna pred sojenjem, se konča. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. Prav, zelo na hitro moram vam povedati o tem sponzorju, tej aplikaciji, za katero mislim, da vam bo všeč. Imenuje se Upside. Torej, Upside vam prinaša povračilo denarja, dodatno povračilo denarja pri vsakodnevnih nakupih, kot so gorivo, živila, hrana za seboj. Takole naredite. Prenesete si aplikacijo Upside brezplačno. Izberite ponudbo na eni izmed njihovih več kot 100.000 lokacij. Plačate kot običajno svojo kartico. Potrdite nakup in tako preprosto dobite denar nazaj. Recimo, da moram natočiti gorivo ali pa želim nekoč naročiti hrano za seboj. Najprej bom poiskal ponudbe v aplikaciji Upside. In po nakupu se denar pojavi v moji aplikaciji, ki ga lahko prenesem neposredno na svoj bančni račun. Pogosti uporabniki Upside v povprečju dobijo nazaj $254 na leto. Da začnete prejemati denar nazaj, kliknite povezavo v opisu ali skenirajte QR kodo. Obvezno uporabite promocijsko kodo Sidebar, saj boste tako prejeli dodatnih 25 centov bonusa za vsak galono pri prvem točenju goriva. Blake Lively in Justin Baldoni, vemo, da sta skupaj igrala v filmu iz leta 2024, Konča se z nama. On je bil tudi režiser, ona je bila tudi glavna zvezda. In po sodnih dokumentih je Livelyjeva Baldonija obtožila spolnega nadlegovanja na tem snemanju. Trdila je, da je dajal ponižujoče komentarje, improviziral nezaželen fizični stik in ustvaril okolje, ki ga je v sporočilu prijateljici opisala z besedami: "Obnašajo se kot sluzavci, naj svoje hormone zadržijo zase." Obtožila je tudi njegovo produkcijsko podjetje, Wayfarer Studios, da je proti njej sprožilo usklajeno kampanjo blatenja z uporabo strokovnjakov za krizne odnose z javnostmi in manipulacijo družbenih omrežij, da bi uničili njen ugled. Decembra 2024 je po poročanju New York Timesa Lively vložila pritožbo pri kalifornijskem oddelku za državljanske pravice, nato pa se je vse skupaj razvilo v uradno zvezno tožbo. Zdaj je Baldoni vse zanikal, sodni dokumenti pa kažejo, da je dejal, da je Lively tista, ki mu je ukradla film, grozila, da ga ne bo promovirala in ga nato poskušala uničiti z lažnimi obtožbami, ki jih je uporabila proti njemu. Zato se je uprl. Baldoni je vložil svojo tožbo, Lively je obtožil obrekovanja. Mimogrede, lotil se je tudi njenim možem, Ryanom Reynoldsom in njunim predstavnikom za stike z javnostjo. Tožil je tudi New York Times zaradi članka z naslovom "Lahko pokopljemo kogarkoli v hollywoodskem stroju za blatenje". Toda po dokumentih, ki smo jih pregledali, je sodnik Baldonijeve tožbe zavrnil in odločil, da sta Livelyjeva in Times v bistvu zaščitena. Zaščitena sta bila s pravnimi privilegiji. Tako je Times vložil tožbo proti Baldonijevemu podjetju Wayfarer Studios in zahteval povračilo stroškov za odvetnike, pri čemer so se sklicevali na državne zakone proti utiševanjem tožbam. Zdi se, da je ta primer še vedno v teku. Ampak v bistvu, o čemer govorimo, ta spor, ta prepir med Baldonijem in Livelyjem se je vlekel 18 mesecev. Po poročanju Page Six sta obe strani skupaj porabili $60 milijonov za pravne stroške. In potem aprila 2026, po poročanju New York Timesa, to je bilo veliko. Zvezni sodnik je zavrgel zahtevke Livelyjeve zaradi spolnega nadlegovanja, saj je odločil, da je bila samostojna pogodbenica in nezaposlena. Torej, v bistvu ti zakoni morda zanjo niso veljali. Sodnik je dovolil, da njene tožbe zaradi povračilnih ukrepov in kršitve pogodbe nadaljujejo na sodišču, vendar večinoma proti produkcijskemu podjetju in ne toliko proti Baldoniju. Sojenje je bilo zdaj razpisano za 18. maj. Načrtujemo, da bomo o tem poročali tukaj v oddaji Sidebar. Ampak kaj se potem zgodi? 14. maja. 14 dni, 2 tedna pred uvodnimi izjavami, pred izbiro porote, so se poravnali. Zdaj smo prejeli to skupno izjavo strank v zadevi Lively proti Wayfarer Studios, ki je bila poslana v imenu odvetnikov. Torej Brian Friedman, Ellen Garofilo, Michael Gottlieb, Ezra Hudson in to je tisto, kar piše. Stranki v sporu Blake Lively in Wayfarer Studios sta dosegli dogovor o rešitvi zadeve in izdajata naslednjo skupno izjavo. Končni izdelek, film Konča se z nama, je vir ponosa za vse nas, ki smo delali, da bi ga oživili. Ozaveščanje in ustvarjanje pomembnega vpliva na življenja preživelih nasilja v družini, ker je bil to namen filma, ter vseh preživelih je cilj, za katerim stojimo. Zavedamo se, da je proces prinesel izzive in priznavamo, da si pomisleki gospe Lively zaslužijo, da jih slišimo. Ostajamo trdno zavezani delovnim mestom brez nepravilnosti in neproduktivnega okolja.
Iskreno upamo, da to prinaša zaključek in omogoča vsem upletenim, da gredo naprej konstruktivno in v miru, vključno s spoštljivim okoljem na spletu. Želim govoriti o tem, kaj ta izjava pomeni. Da bo jasno, pogojev te poravnave ne poznamo, niso razkriti, običajno niso razkriti. Ni očitnega priznanja napačnega ravnanja. Tudi po poročanju portala Page Six so vodilni v industriji nekako razdeljeni glede tega, ali se lahko katera od zvezd sploh pobere. Ena izmed vodilnih ženskih direktorjev studija jim je povedala, citiram, Justin nima dovolj vrednosti na trgu, da bi premagal sum, da je morda ustvaril nevarno delovno okolje na snemanju. Nisem prepričana, da bi lahko trenutno sploh izbral igralsko zasedbo za film. Blake bo morala vzeti premor in sprejeti nižji honorar ob prvem izplačilu, a je še vedno filmska zvezda. Kaj se je torej dejansko zgodilo na tistem snemanju? Kdo je govoril resnico? Zakaj so zdaj dosegli poravnavo? Zakaj je ta primer, ki se je sezoraj zdel, kot da bi se lahko razvil v nekaj podobnega kot Depp proti Heard in kjer misliš, da morata obe strani iti na sojenje, da povesta svojo različico dogodkov, kaj ne? Zakaj se je končalo s poravnavo? Zakaj se je končalo s skupno izjavo namesto z razsodbo? In kmalu bomo imeli nekdanjega zveznega tožilca in odvetnika iz Los Angelesa, Nima Romanja, ki nam bo razložil, kaj misli, da se je tukaj zgodilo. Povedal nam bo o moči, publiciteti, pravu v Hollywoodu in zakaj misli, da se je to zgodilo. Ampak najprej naj postavim prizorišče. Naj vam dam nekaj konteksta. Torej, film Konča seznama so začeli snemati leta 2023. Blake Lively je igrala glavno vlogo Lily Bloom. Justin Baldoni je režiral in prav tako igral kot njen ljubezenski partner v filmu. In po sodnih dokumentih so stvari šle narobe skoraj takoj. Zdaj moramo biti tukaj previdni, ker obstajata dve zelo različni različici tega, kaj se je zgodilo glede na sodne spise. Obe strani sta jih pod prisego vključili v pravne spise. Torej, najprej različica Blake Lively. Iz njene dopolnjene tožbe, ki je bila vložena 18. februarja 2020, Pet je po dokumentu Livelyjeva trdila, da sta jo že v prvem tednu snemanja Justin Baldoni in Jamie Heath, torej direktor njegove produkcijske hiše Wayfair Studios, spravljala v nelagodje. Trdi, da je Baldoni govoril o svoji odvisnosti od pornografije in da je delil podrobnosti o svojem spolnem življenju. Po njeni tožbi je Baldoni pred člani ekipe izjavil, da še nikoli ni gledala pornografije. Trdi, da je med prizorom počasnega plesa Baldoni, in tukaj bom prebral neposredno iz dokumenta, večkrat se je nagnil proti gospodični Lively, jo poskušal poljubiti, poljubil njeno čelo, drgnil svoj obraz in usta ob njen vrat, ji pritisnil palec k ustom in ji z njim podrsal po spodnji ustnici, jo božal in ji govoril, kako dobro diši. Nič od tega se ni zgodilo, ko je gospod Baldoni igral lik Ryla, saj sta tako intimnost kot dialog odstopala od tistega, kar je bilo dogovorjeno v scenariju. Prav tako je trdila, da je Heath strmel v njene gole prsi, ko je bila zgoraj brez v svoji prikolici za ličenje. Po navedbah tožbe je Heath prišel nenapovedano, medtem ko so ji odstranjevali telesno ličilo. Prosila ga je, naj ostane obrnjen s hrbtom, vendar je med pogovorom, in to piše v dokumentu, gospa Lively opazila, da jo je gospod Heath neposredno gledal, medtem ko je bila zgoraj brez. Ko ga je opozorila, je gospod Heath to zavrnil kot navado, da želi osebo gledati, ko z njo govori. Po njeni pritožbi je 24. maja 2020 tri prijateljici poslala sporočilo, citiram, hotela sem te povabiti na snemanje jutri. Ti ljudje, wow, danes so kot nori iz kadrovske službe. Oba, tega preobrata nisem pričakovala. Mislim, da je bilo to prisotno že prej, ampak danes sem prišla domov in jokala. Kasneje v istem pogovoru je zapisala, citiram, odvratneži, obdržite svoje hormone zase. To ni moje, tega nočem. Nočem tvojega pogleda, besed, jezika ali videoposnetkov tvoje gole žene. Ja, šokantno je. Klovni. In pravi, da je svoje skrbi prijavila Sonyju. Še ena članica igralske zasedbe naj bi prav tako prijavila zaskrbljenost zaradi Baldonijevega vedenja. In po navedbah pritožbe je Baldoni 1. junija 2023 te skrbi pisno priznal in dejal, citiram, da je bil obveščen in da bodo prilagoditve izvedene. Zdaj pravi, da nikoli ni bilo storjenega nič pomembnega za rešitev tega. Zato, ko se je produkcija ustavila zaradi stavk, se ni hotela vrniti, razen če niso bili uvedeni določeni postopki iz zaščite. 9. novembra 2020 so njeni odvetniki poslali dokument z naslovom Zaščitni ukrepi za vrnitev v produkcijo, ki je bil seznam 17 zahtev. In med njimi je bila zahteva, da je ves čas prisoten koordinator intimnih prizorov. Brez spontanega improviziranja intimnih prizorov, brez pogovorov o osebnih spolnih izkušnjah, nihče ne sme vstopiti v njeno prikolico, ko je razgaljena. In to je iz dokumenta. Proti gospodični Lively ne sme biti nobenega povračilnega ukrepa zaradi izražanja skrbi. Wayfair je odgovoril. Po navedbah pritožbe so odgovorili, da se jim večina zahtev zdi ne le razumnih, ampak tudi nujnih v korist vseh vpletenih strani. In 4. januarja 2024 je v New Yorku potekalo srečanje.
Po navedbah pritožbe gospe Lively je na glas prebrala seznam 20 konkretnih dogodkov. In trdi, citiram, niti gospod Baldoni, niti gospod Heath nista zanikala resničnosti primerov gospe Lively. Produkcija se je tako nadaljevala, film je bil dokončan. Tudi po navedbah pritožbe gospe Lively se je takrat začelo maščevanje. Trdi, da je Baldoni najel krizno PR ekipo Melissa Nathan Agency Group PR. In po navedbah pritožbe je Nathanin predlog vključeval, in ponovno, to berem iz dokumenta, popolno odstranitev z Reddita, popolno odstranitev družbenih računov, popolno krizno ekipo za družbeno omrežje na voljo za karkoli, ustrezno komuniciranje z občinstvom, odpiranje niti s teorijami. In to je ključno, citiram, vse to bo najpomembneje neizsledljivo. Očitno je obstajal dokument z naslovom Scenarijsko načrtovanje. Ta dokument je bil očitno razširjen. Po navedbah pritožbe je predlagal načrtovanje zgodb o Blake Lively, ki naj bi imela, citiram, ne ravno dober sloves v industriji in da, citiram, raziščejo možnost širjenja zgodb o zlorabi feminizma. Torej, glede na sporočila, ki so bila vključena v pritožbo, ko je Baldoni izražal skrb, da načrt ni dovolj agresiven, mislim, to je bila obtožba, naj bi njegova publicistka Jennifer Abel očitno povedala Melissa Nathan, da Baldoni, citiram, želi imeti občutek, da jo je mogoče pokopati. In to je iz dokumenta. Veš, da lahko kogarkoli pokopljemo, ampak tega mu ne morem napisati. Tako Lively pravi, da so pripeljali izvajalca po imenu Jed Wallace, da bi v bistvu vodil to digitalno kampanjo proti njej. In po navedbah pritožbe je 10. avgusta 2024 zaposleni pri Tagu poročal, da so, citiram, začeli opažati premik na družbenih omrežjih, predvsem zaradi prizadevanj Jeda in njegove ekipe, da spremenijo pripoved proti Lively. Trdi, da je bila kampanja uspešna, negativne zgodbe so se množile, njena podjetja so bila preplavljena s sovražnimi komentarji. Po navedbah pritožbe je njena linija za Negolas, Blake Brown, zabeležila padec prodaje na drobno za 56 do 78%. Pravi, da je prejela grožnje, tudi njena družina je prejela grožnje. Torej, to je Livelyjeva različica. Zdaj, različica Justina Baldonija. Iz njegove pritožbe, vložene 16. januarja 2020, citiram, po tem dokumentu je bila po njegovem mnenju Livelyjeva tista, ki je prevzela nadzor že od samega začetka tega filma. Trdil je, da je vztrajala pri izbiri lastne garderobe, kostumografu pošiljala stotine slik, jih prisilila, da so ji popolnoma na novo izbrali garderobo, kar je močno preseglo proračun. Trdi, da je vsak dan prepisovala prizore, vključno s ključnim prizorom na strehi. Ko ji je po njegovem mnenju rahlo ugovarjal, je po njegovi pritožbi za več dni povsem utihnila. In potem je to nekaj velikega. Trdi, da ga je Blake Lively poklicala v svoj penthouse v New Yorku. In po dokumentu naj bi se takrat umešal njen mož, Ryan Reynolds, ki naj bi, citiram, navdušeno hvalil Livelyjevo različico prizora. Potem je bil tam še slavni neimenovani prijatelj, ki je bil prav tako prisoten med tem. V bistvu v osnovi Taylor Swift. In Baldoni pravi, da je razumel sporočilo. Pridruži se. In po njegovi pritožbi mu je Lively kasneje poslala sporočilo, v katerem je Reynoldsa in slavno osebo imenovala za svoja zmaja in napisala, da tudi oni vedo, da nisem vedno dobra v tem, da poskrbim, da sem opažena in uporabljena, ker se bojim, da bi ogrozila ege ali vplivala na lahkotnost procesa. Njim je zato vseeno. In Baldoni trdi, da ga je Lively tudi lažno obtožila, da jo je sramotil zaradi njene teže, kar on zanika. Po njegovi pritožbi mu je dala ultimat, 2 tedna, da jo zamenja v vlogi ali pa, in on je to razumel kot grožnjo njegovemu ugledu. In v bistvu trdi, da ga je ves čas pritiskala in da se je počutil ogroženega. Zaradi razmerja moči, ker je ona velika zvezda, se je to zgodilo. Po Baldonijevi vlogi v 17-točkovnem dokumentu, ki ga je Lively očitno poslala, preden se je vrnila k produkciji, pravi, da je bil poln lažnih namigovanj, da je bil koordinator za intimne prizore že določen, da je Livelyjeva sama zavrnila srečanje s tem koordinatorjem. Trdi, da je redno vabila njega in Heatha v svojo prikolico med dojenjem ali črpanjem mleka, zdaj pa trdi, da so bili ti isti obiski neka oblika nadlegovanja. Sestanek 4. januarja 2024 opisuje zelo drugače. Po njegovi pritožbi je Reynolds, citiram, začel z agresivnim izpadom in ušteval Baldonija, kar je Baldoni kasneje opisal kot traumatično srečanje. Pravi, da producent 40 let izkušenj še nikoli ni videl, da bi kdo tako govoril z nekom. Predstavnica Sony je kasneje dejala, da ji je žal le to, da ni posredovala in ustavila Ryana Reynoldsa. Kar se tiče kampanje blatenja, Baldoni priznava, da je res najel službo za krizne odnose z javnostmi, vendar pravi, da je bilo to v obrambi, ne v napadu. Po njegovi pritožbi je bila Livelyjina publicistka Leslie Sloan tista, ki je načrtovala negativne zgodbe, ne on.
Trdi tudi, da so bila sporočila, ki jih je uporabila Livelyjeva, ponarejena. Natančneje, izmenjava, ker je Abel poslal sporočilo Nathanu: "Res si se izkazal s tem člankom." Na to pa je Nathan odgovoril: "Zato si me najel, kaj ne? Sem najboljši." Po Baldonijevi pritožbi je šlo za sarkazem. Pravi, da je Livelyjeva ekipa odstranila ključni emoji, obrnjeni na smeh, in izpustila sporočilo, kjer je Nathan rekel: "Prekleto, to ni pošteno, ker to tudi nisem jaz." Torej, po njegovi pritožbi sta Livelyjeva in Reynolds na to zahtevala, da on in Wayfair javno podata opravičilo ter prevzameta krivdo za njen negativni odziv na trženje, ker je bilo očitano, da je delovala brez občutka za tematiko filma. Vendar pa je bil protiargument, da je samo sledila navodilom, ki jih je prejela. In bistvo je, da ko so zavrnili, pravi, da niso več izbirali sredstev. In potem še Taylor Swift. Omenil sem tisto slavno prijateljico. Zdaj v tem primeru ni bila zaslišana, ni bila na seznamu prič, vendar naj bi se po vseh podatkih omenjena med tem sojenjem. Ker je Baldoni trdil, da je Lively uporabila Taylor Swift, njeno moč, njeno slavo, kot vzvod za pritisk. Baldoni, saj sta bili ti dve ženski nekoč zelo dobri prijateljici in da je imela pogovor ali pa je bila tam z Baldonijem. In med postopkom razkrivanja dokazov so se pojavili pogovori prek sporočil, kot je ta. Citiram: "Če bi bil Justin strateški, bi rekel ne. Taylor Swift v napovedniku, mislim njeno pesem, ker ti to daje več vpliva na film. To je tvoj zaveznik, ne njegov." Lively očitno odgovori: "Najdi si najboljšega prijatelja, ki razmišlja kot pravi rimski imperij." In Swift očitno odgovori: "Njegov seksizem je tako globok, da misli, da ženske niso sposobne zmagovati v šahu ali izvajati dolgoročnih strateških potez." Tako da to sta v bistvu obe različici. Je še veliko več, ampak veste, lahko bi govoril o tem 2 uri. Naredili smo tudi veliko oddaj Sidebar o tem dogajanju, če jih želite preveriti. Skoraj 2 leti so te nasprotujoče si zgodbe živele v sodnih spisih, uhajale v medije in jih razčlenjevali na družbenih omrežjih. Kaj pravzaprav vemo? Kaj so pokazali dokazi? Zakaj se je primer, ki je kazal na veliko javno sojenje, končal na tak način? V redu, želim to bolje razumeti in želim se obrniti na nekoga, ki je že obravnaval takšne primere. Z mano je odvetnik iz Los Angelesa, nekdanji tožilec Nima Romani. Nima, vedno mi je veselje, da si z nami. Torej, zakaj misliš, da so se poravnali? Zakaj so se poravnali prav zdaj? Ker je dolgo časa obstajala določena zgodba. In ja, situacija se je spremenila, ampak dolgo časa je obstajala ta zgodba. Šli naj bi na sojenje, predstavili naj bi dokaze, pričali naj bi, povedali naj bi svojo plat zgodbe. Morali bi obrniti zgodbo, karkoli je bilo predstavljeno javnosti. Sojenje naj bi bilo prostor za to. Pa ni bilo tako. Jesse, bil sem eden tistih, ki so sprva mislili, da bo ta primer šel vse do sojenja, ampak sem pred nekaj tedni spremenil mnenje in to je razlog zakaj. Razlog, da sem mislil, da bo primer šel na sojenje, je ta, da se strani resnično sovražita in za Blake Lively tu ne gre za zaslužek. Veš, Ryan Reynolds je prodal Mint Mobile za $1 milijardo. Tu gre za sporočilo, za očiščenje imena v Hollywoodu. To je v bistvu primer, kot sta ga imela Johnny Depp in Amber Heard. Ampak po odločitvah sodišča v bistvu ni ostalo nič bistvenega glede samih zahtevkov. Očitno je bil prvi udarec, da so bili zahtevki Justina Baldonija zaradi obrekovanja zavrnjeni na podlagi prvega amandmaja in privilegija v sodnih postopkih. Toda pred nekaj tedni so bili zahtevki Blake Lively glede spolnega nadlegovanja zavrnjeni, ker je bila samostojna izvajalka in ne zaposlena. In na sojenje gremo samo zaradi nekaterih povračilnih ukrepov, kršitve pogodbe in obrekovalne kampanje. Preprosto ni več ničesar, ni dovolj vsebine, da bi bilo vredno porabiti $100,000 in tedne za celotno sojenje pred poroto. In da bo jasno, tisto, kar bi ostalo na tem sojenju, ne bi nujno vključevalo vsega, kar smo videli zadnji 2 leti, vseh sporočil in vseh obtožb. Bilo bi bolj omejeno, glede na to, kako bi sojenje izgledalo. To je popolnoma res. Torej, nekateri tisti škandalozni dokazi, glasovni posnetek, prizor na balkonu, sporočila niso pomembni za preostale zahtevke. Najmočnejši zahtevki Blake Lively, vsaj glede odmevnosti, so bili tiste o spolnem nadlegovanju, povračilnih ukrepih, sovražnem delovnem okolju in diskriminaciji na podlagi spola. To je bilo najbolj sočno, najbolj privlačno, a hkrati tudi najbolj dragoceno. In težava je v tem, da če si samostojni izvajalec, nimaš teh pravic, kot zaposleni pa jih imaš.
Torej, naprimer, rad sem v tvoji oddaji, rad sem na Law and Crime. Očitno nisem plačan, ampak tudi če bi bil, sem samostojni izvajalec. Torej, če bi mi rekel grozne, rasistične ali seksistične stvari, česar seveda nikoli ne bi naredil, to ni zaščiteno. Ne morem te tožiti zaradi tega. Ker je večina resnih trditev Livelyja izginila, v resnici ni ostalo ničesar. In rekel sem, ko so bile te trditve zavrnjene, da se bo ta primer verjetno poravnal. Očitno ne dobivate kovčkov z denarjem, ki jih nenehno pošiljamo v vašo pisarno. Morda boste morali to preveriti pri svojem osebju. Najmanj, kar lahko rečem, je, da je to razočaranje. Ni vas lahko najti, ni vas lahko dobiti v oddajo. V redu, naj vas nekaj vprašam. Mislim tudi, da je ta primer drugačen kot primer Johnnyja Deppa in Amber Heard, ker je vse prišlo na dan. Če je to primer, ki ga niste nameravali voditi samo na sodišču, ampak tudi v javnosti, bi vam sodba porote prinesla le toliko, kaj ne? Mislim, polovico tega boja smo že videli. Sporočila, videoposnetke, zvočne posnetke, zaradi česar sem se spraševal o javnem mnenju. Mislim, da je to tudi razlog, zakaj se je to poravnalo. In na koncu se res sprašujem, kdo je pravzaprav zmagal? Kdo je zmagal? Rekel bi, da sta oba zgubila, ampak mislim, da se je Justin Baldoni vrnil. In popolnoma imaš prav, nikoli ni šlo za sodno dvorano, šlo je za sodišče javnega mnenja. Ko imaš predstavnika za odnose z javnostmi, ki ga tožijo in ga vlačijo v primer, poslušaj, sedim tukaj v Los Angelesu, tožim veliko zvezdnikov, zastopal sem zvezdnike, to je del igre. Imam predstavnike za odnose z javnostmi tukaj v svojem studiu, kjer sedim. In imam tudi zunanje predstavnike za odnose z javnostmi. Torej, moraš pritisniti na drugo stran. Mislim, da je Lively res podcenil Baldonijev rezultat. Mislim, da je mislila, da bo po vložitvi pritožbe pri kalifornijskem oddelku za državljanske pravice in potem, ko bo New York Times objavil tisti napadalni članek, da so Baldonija opustili njegovi agenti William Morris Agency. Odpovedali so mu nagrado za zagovorništvo žensk. Očitno je Lively bolje financirana ter močnejšem položaju in ima več finančnih sredstev. Dejstvo, da se je Baldoni vrnil in resnično spremenil narativ. In povem ti, stavim, da je večina ljudi v komentarjih Jesse na strani Baldonija. Mislim, da je njegova ekipa upravila mojstrsko delo glede svojih vlog in glede tega, kako so ravnali s tradicionalnimi mediji, novimi mediji in družbenimi omrežji. Da bi pokazali, da ni bil nujno nadlegovalec ali čudak, kot ga je Lively prikazala. In mislim, da je Lively izpadla res zelo nesimpatično, vendar menim, da sta drug drugega vlačila po blatu in da tu res ni jasnih zmagovalcev. Skupna izjava se mi je zdela zanimiva, ker je na nek način priznala Livelyne trditve. Priznala je, kaj je trdila, da je doživela, in prav tako ni namigovala, da se na snemanju ni nič zgodilo. V izjavi so omenjene nepravilnosti, govori se o težavah na snemanju in izzivih. Kaj ste si mislili o tej skupni izjavi? Kaj vam je povedala? No, povedala mi je, glejte, veliko ljudi, ki spremljajo, pravi, da je Lively umaknila tožbo. Ampak to ni res. Trditve, ki so ostale, so bile še vedno žive. Torej, Baldoni je bil izpostavljen določenemu tveganju. Ne mislim, da je šlo za stotine milijonov dolarjev tveganja. Ampak poglejte, vsaj stroški obrambe so tu, kaj ne? Tedni njegovega časa, najmanj več 100.000 dolarjev, morda še več, da bi ta primer pripeljal do konca sojenja. Torej, Lively je še vedno imela nekaj vzvoda, zagotovo pa ne takega, kot ga je imela, ko je prvotno vložila tožbo. Zato je bilo zanjo pomembno, da ga je pripravila do priznanja, ker, kot si rekel, gre tukaj res za sodišče javnega mnenja in zato, da Baldoni nekaj plača. Seveda nimamo pojma, kaj je bilo, ampak ne bi bil presenečen, če bi šlo za neko zmerno vsoto. Pravzaprav je smešno, da to rečeš. Page Six je namreč objavila, da Blake Lively in Justin Baldoni nista prejela nobenega denarja pri poravnavi tožbe. Zdaj ne vem, kako bi oni to vedeli, saj so ti pogoji zaupni in niso javni, kaj ne? Ampak ti mi povej, kako bi to imelo smisel? No, če nista dobila nobenega denarja in je Blake Lively dobila le to skupno izjavo in popustitev, je to velika zmaga za Justina Baldonija. In rekel bi, da je to kar precejšen poraz za Blake Lively. Mislim, po poročilih je za ta primer porabila milijone dolarjev. Ne bi bil presenečen, če je šlo celo v 8-mestne zneske, več kot 10 milijonov dolarjev. In vse, kar si dobila, je bila ta skupna izjava. Če je res, kar poroča Page Six in Page Six je odličen, včeraj sem se z njim pogovarjal o tem primeru, ne zanikam tega.
potem je to velika zmaga za Justina Baldonija in njegove oboževalce. Naj to tudi malo razložim. Brian Friedman, o katerem smo že govorili, odvetnik Baldonija, je za NBC News povedal, da se njegov klient počuti precej dobro glede poravnave. Dodal je, da je bila pripravljenost, da se zadeva reši, glede na priložnost in položaj, v katerem je bila zadeva. In tako, veste, ko smo dobili priložnost, smo jo izkoristili. Dodal je: "Mislim, da si resnično želi priložnost, da pove svojo zgodbo." In prepričan sem, da bo nekega dne, morda prej kot kasneje, povedal svojo zgodbo in bomo lahko slišali njegovo zgodbo. Ampak veste, ko se ponudi priložnost, da vam ni treba povedati svoje zgodbe pred porotniki in drugimi ljudmi v sodni dvorani, in ko imate dejansko čas in možnost povedati celotno in popolno zgodbo o tem, kar ste doživeli, mislim, da je to tisto, kar si resnično želi. In vesel sem zanj, da bo imel to priložnost. In tudi on je rekel, da je bil razlog, da je bil ta primer tako težko izbojevan v obtožbah o spolnem nadlegovanju. In ko je bila izdana skrajšana sodba in so bile vse te obtožbe, 10 ali 13 zahtevkov zavržene, mislim, da je to spremenilo naravo primera in naravo tega, zakaj je šlo, ter njegov učinek, kar ste pravkar povedali. Ampak povej mi o tej ideji, ali bi Justinu Baldoniju svetoval, naj stopi v javnost in da intervju? Lahko si predstavljam, da bi bilo veliko ljudi zainteresiranih za ta intervju. Pravno gledano, ali bi ga to lahko spravilo v pravne težave? Potencialno bi ga lahko, ampak mislim, da se je Lively iz tega nekaj naučila, mislim, da ga ne bo več preganjala in seveda vemo, kako pomemben je vtis tukaj v Hollywoodu. Tako da mislim, da bo zagotovo to storil. Vedno se je nekako ponosno predstavljal kot nekdo, ki je na strani žensk in ženskih pravic, zato mislim, da je pomembno, da spremeni to zgodbo. Tako da mislim, da zagotovo, mislim, da Friedman tega ne bi rekel, če to že ne bi bilo v pripravi. In lahko reče povsem resno, če so poročanja resnična, da Blake Lively nisem plačal niti centa. Umaknila je svojo tožbo. To je bil obojestranski umik in tako preprosto je. Tako da po mojem mnenju ni razloga, zakaj ne bi nadaljeval s takim intervjujem, ker ima to zanj in za njegovo blagovno znamko izjemno vrednost. In mislim, da zdaj veliko ljudi, ki prej niso poznali Justina Baldonija, ve, kdo je. Tako da, če je res šlo za sporazumno prekinitev in ni plačal Blake Lively niti dolarja, je njegov napredek resnično izjemen. Kako misliš, da bi izgledalo sojenje? Mislim, spet, bilo bi zelo omejeno. Prav, šlo bi za Blake Lively proti njegovi produkcijski hiši, sploh ne proti obema, če prav razumem. Kako misliš, da bi izgledalo sojenje? Kaj misliš, kakšni bi bili dokazi? Kaj misliš, kakšna bi bila razsodba? Zanimivo je, če pogledaš seznam dokazov Livelyjeve, če pogledaš njen seznam prič, bi si mislil, da bi sojenje trajalo več kot en mesec. Ampak veš, kakšni so te zvezni sodniki, kaj ne? Mislim, da vse poteka zelo hitro. Tako da mislim, da je ekipa Livelyjeve želela povedati zgodbo o manipulaciji in nadlegovanju, ter o tem, kako je spregovorila v svojem imenu in v imenu drugih žensk. In želeli so pripeljati vse te druge ženske, ki so bile na snemanju in so imele opravka z Baldonijem, da bi povedale, da je odbijajoč in da je to del njegovega načina delovanja. Kot nekakšen dokaz, da ni bilo omejeno samo na njo, ampak da je nadlegoval tudi druge žrtve. Ampak mislim, da sodnik tega ne bi dovolil, Jesse. Mislim, da bi bil postopek hiter. Prišlo bi do vprašanj o kršitvi pogodbe in nekaterih vprašanj o povračilnih ukrepih. Očitno bi nekateri predstavniki za odnose z javnostjo pričali, morda bi govorili tudi o škodi, priče o škodi, ki je bila povzročena zaradi obrekovalne kampanje. Ampak verjetno bi se vse skupaj zaključilo v nekaj tednih, če mene vprašaš. Zagotovo precej manj, kot je Lively sprva pričakovala, ker iskreno mislim, da sodnik tega ne bi dovolil. In glede vpliva na Ryana Reynoldsa ali Taylor Swift ali katerega koli drugega člana igralske zasedbe, torej na vse te stranske like v tej zgodbi, kaj misliš, kakšen vpliv ima ta razvoj dogodkov nanje? Ja, mislim, da je Taylor Swift verjetno druga najsrečnejša oseba, ker se bo vse to končalo. Zadnja stvar, ki si jo želi za svojo blagovno znamko, je, da bi bila v to vpletena. Zdelo se je, veš, da je Livelyjeva poskušala izkoristiti situacijo. Mislim, Livelyjeva je slavna, ampak Taylor Swift je očitno na povsem drugi ravni, da bi pritiskala na Baldonija. In mislim, da se nihče noče ukvarjati s tožbami, še posebej pa ne slavne osebe. To je zadnja stvar, s katero se želijo ukvarjati.
Zato mislim, da je Taylor Swift zadovoljna in olajšana. Uspelo je izogniti se podajanju izjave pod prisego in mislim, da je dejstvo, da ji ne bo treba pričati na sojenju, velika zmaga za njo. Ryan Reynolds je bil, po mojem mnenju, nekoliko očrnjen. Bil je vključen v tista sporočila, nekatera med njimi so precej žaljiva. Seveda, poglej, vemo, da ljudje govorijo s svojimi tesnimi prijatelji na določen način in zagotovo s svojimi zakonci na način, kot ga ne bi uporabljali v javnosti. Ampak mislim, da si niso nujno želeli, da bi vse te umazane podrobnosti prišle v javnost. In bilo je na način, za katerega mislim, da ni bil laskav, ne za Reynoldsa, ne za Livelyjevo. Da bo jasno, če kdo to posluša in razmišlja o primerih, o zavrženih tožbah, to ni bilo odločeno po vsebini. Naprimer, ne vemo, kaj se je v resnici zgodilo na tistem snemanju, kaj ne? Ali pa, kaj se je zgodilo kasneje, kaj ne? Te tožbe, ti primeri so bili zavrženi na zelo specifičnih postopkovnih pravnih podlagah, kaj ne? In ne nujno zaradi resnice ali pomanjkanja resnice ali verodostojnosti teh obtožb. To je popolnoma res, Jesse. Torej, ko ljudje pravijo, da je bila Lively nadlegovana ali pa ni bila, nikoli nismo prišli do vsebine primera, do bistva. To je zgolj postopkovno vprašanje. In lahko ti povem, ampak to je postopkovno vprašanje v vsakem delovnopravnem primeru. Pred nekaj meseci smo mi, moja odvetniška pisarna in jaz, šli na sojenje proti Kanye Westu. In res je bilo edino vprašanje, ali je bil naš klient zaposlen pri Kanye Westu, ali je bil samostojni izvajalec. To je bil celoten razlog, zakaj smo šli na sojenje. Porotniki so odločili v našo korist in ugotovili, da je Kanye West zdaj res zaposlil našega klienta in so mu prisodili odškodnino. Če pa ne bi bil zaposlen, je bilo na tistem obrazcu za razsodbo 50 vprašanj, Jesse. Prvo vprašanje je bilo, ali je bil naš klient Tony Saxon zaposlen. Če bi porotniki odgovorili z ne, so bili napoteni naj preskočijo vsa preostala vprašanja, podpišejo in datirajo, ker naš klient ne bi imel nobenih pravic, če bi bil samostojni izvajalec. To je zelo zanimivo, prav. No, poglejte, to je konec kar dolge sage. Še vedno pa mimogrede verjamem in popravite me, če se motim, da je še en primer ostal. Mislim, da je tožba New York Timesa še vedno aktivna. Ne vem, če ste videli kaj drugega, ampak ne vem, kam bo to šlo ali kako se bo to razrešilo. Ampak to, poglejte, šlo je res predvsem za Baldonija in Livelyja, ki smo jo poslušali in se res poskušali osredotočiti na njo. Torej, poglejmo, kaj se bo zgodilo naprej. Ostanimo v stiku glede tega. Poslal ti bom še en kupček denarja, da boš vedno lahko nastopal v oddaji Sidebar. Ampak hvala, vedno cenim to njima. Hvala, Jesse, vedno rad sodelujem. To je vse, kar imamo za vas tukaj na Sidebarju vsi skupaj. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili in kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcasts, Spotify ali kjerkoli poslušate svoje podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi platformi Peacock. Če želite spremljati mene na X-u in Instagramu ter mojo oddajo na News Nation, Jesse Weber Live, od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič. Vsi skupaj.